najprej bi samo to povedala, da se jaz ukvarjam s preučevanjem porodne kulture, rodnostjo, historično demografijo in pa z babištvom, o čemer bom pa tudi danes govorila. Zelo sem ponosna, da smo lahko vpisali babištvo v register nesnovne kulturne dediščine UNESCO, v katerem je sodelovala tudi naša država. In v tej skupini sem bila povabljena tudi jaz, ki sem govorila, v kateri sem govorila o zgodovini babištva. Takrat je bil ob tej priliki posnet tudi kratki dokumentarni film, ki bo letos oziroma januarja, 24. januarja, premierno uprizorjen v Slovenskem etnografskem muzeju in potekala bo tudi takrat ob tej priliki okrogla miza vseh nas, ki smo sodelovali pri tej nominaciji, pripravi nominacije. Zakaj je to pomembno? Ta dosežek je pomemben zato, ker je babištvo najstarejši, v bistvu ne samo ženski poklic, ampak zdravstveni poklic nasploh. Fizični antropologi so prišli do spoznanja, da je ta poklic babice se rodil takrat, ko je človek postal dvonožec in se mu je spremenila tudi medenica, zaradi česar so porodi tudi težje kot pri štirinožcih. In babištvo je od takrat prehodilo zelo dolgo pot, da je bilo končno tudi prepoznano. Babištvo je pravzaprav delo, žensko delo se rodilo v obliki najprej medsebojne ženske pomoči, ki se je ohranila kot taka do današnjega dne. Namreč še v nekaterih državah tretjega sveta ni babic oziroma prevladuje nestrokovna porodna pomoč, ki pa je na naših tleh slovenskih v bistvu soobstajala z strokovno porodno pomočjo nekje do leta 1960 v drugih republikah takratne države Jugoslavije, pa še dlje. Namreč dejstvo je, da se je babiška šola pri nas oziroma na Kranjskem, pa tudi Celovcu istočasno ustanovila 1753, medtem ko se je v Makedoniji 1953. Se pravi, gre za eno dolgo zgodovinsko obdobje. Medtem ko smo mi v Sloveniji že praznovali 250 let ustanovitve babiške šole, so v Makedoniji praznovali pravzaprav šele ustanovitev babiške šole. Po drugi vojni, ampak tudi že po prvi svetovni vojni, je zaradi velikih človeških izgub veliko otrok ostalo osirotelo in oblasti so takrat si zelo prizadevale, da bi izboljšali zdravje otrok oziroma so se zelo posvečali tudi rejništvu, iskanju primernih rejnikov, kakor to Dragica zelo dobro pozna. Presenetljivo pa je to, da so na eni strani toliko vlagali v otroke, na drugi strani pa tako rekoč nič v ženske in posledično tudi ne v njihove edine zdravstvene varuhanje, to so bile
babice. Pač pa so bile ženske takrat samo okregane, da imajo nezakonske otroke, da so nemoralne in tako naprej. Glavni fokus je bil takrat na pobijanju smrtnosti otrok, kar se je ohranilo tudi še po drugi svetovni vojni. In v tistem obdobju nekako so se začeli bolj zavedati, da je potrebno tudi vlagati v zdravje mater in nasploh žensk v njihovem porodnem reproduktivnem obdobju. Zaradi tega je prišlo tudi, se pravi pod vplivom oziroma kar zahtevami UNICEF-a in Svetovne zdravstvene organizacije do tega, da so države, ki so prejele to pomoč, bile prisiljene tudi nekaj na tem področju narediti. Zopet, najprej so vsepovsod, karkoli sem prebrala, je bilo, da so babištvo, da je bil pozornost namenjena babicam zaradi zmanjševanja umrljivosti otrok in dojenčkov. Ni pa bilo tolikokrat omenjeno zaradi smrtnosti mater zaradi zapletov pri porodu. In zopet to je šlo skupaj tudi s tem, da je njihov položaj babic ni bil bistveno boljši. Ja, v nekem smislu se je vložilo takrat pomiselno na to, da umrljivosti in smrtnosti tako mater kot tudi otrok se ne bo zmanjšala, če ne bojo vlagali tudi v zdravstvene profile, v izobražanje zdravstvenih profila, to so ginekologi, pediatri, zobozdravniki in seveda babic. Takrat se tudi babištvo, šolanje se podaljša, redefinira se, na novo se oblikuje tudi šolski program. Šolanje je bilo internatskega tipa takrat, kar je pa zelo pomenljivo dejstvo je, da so bile babice, da to mogoče tudi kaže na njihovo obrobnost, da so si same morale graditi šolo. Na to dejstvo so sicer ponosne, ampak jaz sem začela razmišljati tudi malo drugače in o tem bom še razmišljala. Torej, ker je po drugi vojni kmečki človek zopet bil potisnjen na rob, se uveljavi tudi nova terminologija, delavec, tovarniška delavka, kmečka ženska je bila pa potisnjena zopet na nek družbeni rob, spadala je z tega vidika tudi v neko bolj ranljivo žensko skupino. In jasno, veliko je bilo narejenega tudi v zakonodaji, je pridobila ženska pravice iz naslova materinstva, se pravi dojenje, porodniški dopust, bolniška in tako naprej, četudi ne, bolniški dopust ni bil dolgi, ampak vendarle je bil, Kmečka žena tudi zaradi samega načina življenja in produkcije tega ni imela. Zakaj so bili porodi na podeželju nekoliko dlje na domu, je bilo en razlog tudi ta, da niso bile socialno zavarovane in so morale oskrbo in porode v porodnišnici plačati, to je en razlog. Drugi razlog pa je ta, da se je v tem okolju, ki je že nekako tradicionalno bolj konzervativen,
iz želje ali potrebe ali prenosa vrednot ohranil doma. Tako da babicam, tako da so se ženske zelo upirale tej novi politiki, da naj ženske odslej rojevajo v porodnišnici. Torej, v zvezi z nazivi, babica ni več babica, porodna pomočnica, ampak postane zdravstvena delavka v obporodnem obdobju ženske, torej pred nosečnostjo, med nosečnostjo, po porodu in v času predšolskega otroka. Se pravi, delali so na tem, da bi babici odvzeli tisto njeno pravzaprav tisočletno poslanstvo, to je pomoč pri porodu, in njeno poslanstvo reducirali na patronažo. Tukaj za tem stoji dolga zgodovina, o kateri ne morem govoriti zdaj. Babice pa so bile v tistem času po vojnem, ko si je zdravstvena politika nasploh tudi zadala za cilj, da se izboljša zdravje ljudi, vseh ljudi, bila ključen profil zdravstvene delavke. Zakaj? Zato, ker je živela v skupnosti, nekako geografsko zamejeni skupnosti, ki so ga imenovali rajon, babiški rajon, in je tudi zdravnikom in socialnim referentom, takrat pri OLO, okrajni ljudskih odborih, poročala o stanju na terenu. Tako da vzporedno z to skrbjo za mater in otroka so potekale tudi razne druge dejavnosti, kot so na primer zatiranje spolnih bolezni, ki so po vojni, seveda jih je bilo veliko, zatiranje tuberkuloze, asanacija vasi, elektrifikacija in tako naprej. Babici so ljudje zaupali, to je bil tudi eden od razlogov, zakaj je bila babica ključen lik in nekakšen mediator med zelo pomembnimi ljudmi, torej kreatorji zdravstvene politike, in med tako imenovanim ljudstvom oziroma ženskami. Ja, pri implementaciji zavedali pa so se, zopet, to sem hotela povedati, tradicionalni lik. Recimo, Bogdan Tekavčič zapiše, da je babica tradicionalen lik, kateremu ljudstvo ženske zaupajo, in da njeno seme lahko bogato obrodi, ampak to je povedal v povezavi z pobijanjem splava. Namreč njena naloga je bila seveda močno povezana z določenimi temami, ki jih bom po alinejah navedla. Je pa bilo ji rečeno, da pri implementaciji novih ukrepov morajo upoštevati kulturne navade skupnosti, socialne in denarne zmožnosti prebivalstva, da bi lahko sledili in upoštevali nove zdravstvene smernice, kot je denimo porod v porodnišnici in druge. Torej, njene naloge so bile slednje. To bom samo po alinejah, zato ker bi tukaj pred alinejami samo še to povedala, da vsaj moja spoznanja in znanja, ki jih imam o
temeljijo na ustnih virih. Imela sem to srečo ali pa vztrajnost, da naredim intervjuje z babicami, ki so se šolale neposredno po drugi svetovni vojni in v 50. letih in v tem obdobju delovale. To pa je tisto najpomembnejše obdobje, ko se kultura rojstva, porajanja drastično spremeni. Morate si zamisliti, da samo v 2 desetletjih se spremeni kultura rojevanja. Prej skoraj da 100% doma, to karikirano, okoli leta 65 pa že vse v porodnišnici. Se pravi, propaganda je bila tukaj učinkovita. Tukaj seveda moramo izpostaviti negativne, pozitivne posledice in pa tudi opravičljive razloge, kakor tudi mogoče neopravičljive. Torej, uspelo mi je intervjuvati 78 babic po celi Sloveniji, tako da sem na tak način tudi spoznala regionalne razlike, ki so bile velike. Naj na tem mestu omenim, da sem najbolj pretresljive in mogoče celo nezamisljive primere o primerih o splavu, mazaškem splavu, pa tudi detomorih in celo nasilja med samim porodom zabeležila na Štajerskem. Najtežje babiško delo je pa imela babica iz Baške grape, ki me je pa ta njena pripoved in njen lik tako prevzel, da tega v tem trenutku ne morem opisati. Sem jo šla lani obiskat v Tolminski dom starejših občanov, da bi jo, no, se je umrla potem 1 leto po tistem. Predlani sem šla, ja. Torej, njene naloge so bile povezane s kontracepcijo in splavom. Na eni strani, kot je bilo že izpostavljeno, kontracepcija, ja, takrat so prišle ven diafragme v 50. letih in je France Novak o tem obširno pisal, pozitivno v zvezi s kontracepcijo, seveda. Splav, vemo, da nekateri, France Novak je bil kar za splav, pa Vilfan, Draško Vilfan tudi. To so informacije, ki sem jih dobila iz nešteto pogovorov z doktor profesor Stanko Krajnc Simoneti, ki je delala na temu sektorju mati in otrok na Centralnem higienskem zavodu, ki se je pač večkrat preimenoval. Je naštela, kako je bilo s tem splavom in kontracepcijo. Drugi ginekologi so mi pripovedovali o reproduktivnem turizmu, kako je to potekalo, tako da to so tudi zanimivi podatki. Potem druga tema je seveda nosečnost, porod, poporodno obdobje, skrb za predšolskega otroka in splošno zdravje ter delo v zdravstvenih ustanovah. Torej, na prvem mestu je bilo pobijanje mazaštva. Pa mazaštva na eni strani nestrokovne porodne pomoči, se pravi, izumirale so zadnje ženske, tako imenovane vaške babice. Jaz v knjigi, ki jo sedaj pišem, dam opombo, ne bom uporabljala besede ne bom uporabljala besede mazačka, ker tako jih v skupnosti nihče ni nazival. To je bila spoštovana ženska
in je bila to vaška babica. To ni bila nobena mazačka. Pri ilegalnih splavih se je ta termin dejansko tudi med prebivalstvom uporabljal. Potem je bilo ena izmed tem oziroma nalog preganjanje vraževerja. Že bilo ena je povedala, kaj so spolni vzgoji, ne? Kaj vse so na terenu zabeležili. No, tega na terenu sem jaz res ogromno zabeležila, od leta 1995 do danes je dolgo obdobje, ne. Ampak moram reči, da se te babice moje, jih jaz imenujem, okoli tega niso kaj prida sekirale, da tako rečem, ker so tudi same izhajale iz tega okolja in so vedele, to je treba počasi, počasi. In tudi na babiški šoli jim je profesor doktor Lavrič naročil, je rekel, punce, ve, ko boste šle, zlasti ve, ko boste šle na Dolenjsko, morate taktno z ženskami, tam je doma alkohol, ne morate kar čez noč in tako naprej. Kar je po eni strani tudi bilo res, čez noč se nič ne zgodi. Potem dajanje nasvetov o kontracepciji. Tukaj s to diafragmo je bilo zapletov še pa še. To so bile preproste, lahko rečem, neuke kmečke ženske, moramo tudi vedeti, upoštevati dejstvo, da so prve babice, prva povojna generacija so upisovali do leta 1953 še z nedokončano osnovno šolo, torej nižjo gimnazijo. Še tiste za končano 4-razrednico so še sprijemali. Tako da tudi same so bile bistre, so sprejemale lahko vse, kar jim je bilo posredovano v babiški šoli, ampak pri kontracepciji so ene bile bolj napredne, nekatere manj in isto velja za splav. Seveda tukaj je zgodb v tej diafragmi nešteto. Da niso tragične, bi bile komične, ne? Tako bom rekla. Potem redefinicija šolskega programa, to sem že omenila. Pomembno, zelo veliko so posvetili naporov v osveščanje žensk o pomenu propagiranja, o pomenu zdravniških pregledov med nosečnostjo. To pa iz večjih vidikov. Eno je bilo triažiranje, se pravi, katere morajo iti nujno v porodnišnico, na drugi strani pa zaradi odkrivanja raznih bolezni, ki bi peljali do negativnega porodnega izida. Tak je bil RH faktor, spolne bolezni so bile še dovolj prisotne. In pa seveda merili so takrat, ni bilo ultrazvokov, jasno so merili medenice s tistimi šestili, ali bo težek porod, ali bo velik plod in tako naprej. Se pravi triažiranje in zato so babice hodile na teren takoj po drugi vojni, da so tako rekoč ženske snubile, da se oglasijo v posvetovalnico. Če pa ni prišla, je pa babica hodila na njihov dom in je z njimi imela, tako bi rekla, uro iz materinstva in materinstva. No? In potem je bilo priprava na porod, to je tudi posebno veliko obširno poglavje, način življenja v nosečnosti. Povedale so, da se način življenja na kmetih ni spremenil, ne, delati so morale, lačne so bile, ni bilo vitaminov, limon, ne,
mi je Baške Grape povedala, kako je rekla, morate limone dati otroku, ki boste vi, ali češ, kaj boste. Ja, no, zdaj pa sem še alineje, triažiranje, porod v porodnišnici, propaganda, se pravi, da rodijo v porodnišnici, osveščanje, kako naj izkoristijo pravice, ki izvirajo iz materinstva. Njim je bilo zaupano socialno delo, se pravi, pri njej so iskali nasvete tako v zvezi z neplodnostjo, babica je svetovala ženskam, ki so imele že preveč otrok, sterilizacijo, to je posebno poglavje. Kot rečeno, je šolanje bilo ponovno oblikovano, začeli so z dodatnim, nenehnim izobraževanjem, tako na babiški šoli, za že diplomirane, potem v zdravstvenem domu, potem so potekala razna predavanja, ki so jih organizirali ali Rdeči križ, ali AFŽ takrat in tako naprej. Tam so se tudi veliko naučile. Potem posebna naloga pa je bila posvečena statistiki in pravilno beleženje, natančno beleženje vseh podatkov v zvezi s porodom, ki so jih beležili v tako imenovano knjigo porodov, ampak jaz sem na terenu ugotovila, da so bile te knjige zelo slabo, nenatančno izpolnjene, namreč pripovedovale so mi, da so kar nekaj približno napisali o kilaži otroka, ker niso imeli tehtnice. Ne. Ali so ga pa da so si hodile pri sosedah izposojevati, ki je bila kakšna že bolj premožna, pa je imela gospodinjsko tehtnico in tako naprej. Zakaj so vodili statistiko? Seveda zaradi odkrivanja patologij, povezanih z nosečnostjo, morebitnimi porodnimi zapleti in njihovimi izidi. Potem z statistiko so tudi ocenjevali, je bila osnova za raziskave in tudi raziskave o kakovosti oporodne zdravstvene skrbi, z njimi pa so tudi ocenjevali njene uspehe, šibke točke in pomanjkljivosti. Sem na začetku, ko sem se lotila te raziskave, čeprav sem zelo naklonjena statistiki in številkam, sem ugotovila, da tu manjka nekaj živega in posledica tega je, da ugotovitev, da kakor vsi vemo, da podatki številčni niso dovolj povedni in da je treba, če se le da, iti na teren. Potem ena izmed zelo pomembnih pridobivanja podatkov so bile ankete. Tem ne bom izgubljala besed. Sodelovali so sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami, torej babice, sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami, potem sodelovanje z zdravniki, sodelovanje pri izgradnji posvetovalnic z novimi programi, njim je bila zaupana porodna materinska šola in tako naprej. To je to. Nimam več časa. Hvala. Zelo zanimivo.